Stranje smo imeli karambol, en od naših avtomobilov. Tole pa je plet za užitek, poglejte. Glejte, sem pa čist na špici, ne? Evo. Dobro jutro. Evo, nov dan v Jordaniji. Mi smo že v akciji. Kakor ste videli, v super hotelčku smo. Ful dober zajtrk. Ven ga nisem posnel, ven ga bom jutr. Danes ga nisem posnel, zato ker sem GoPro baterijo polno. No, zdaj vam bom pa tlele okoli mečkem pokazal, kakšna pokrajina je. Samo moram predjeti, da bo mečken na bližji vse skup, tako da v naslednjem posnetku. Tamle zadej, kar daleč bom rekel, no daleč, malo so meglice, pa je daleč videti, je že mrtvo morje, tako da mi se zdaj dol spuščamo, gremo v en vadi. Vadi pomeni dolina, tam naj bi bili neki topli izviri, pa slapovi mogoče, sicer sta dva ta vadija, ki sta zaprta zdaj, a bomo kako noter lahko prišli ali ne, ne vem, pustimo se presenetiti. No, drugače pa takale pokrajina, mi se zdaj ful spuščamo v dolino, seveda mrtvo morje je pod gladino morja, tako da je to logično. No, zdaj, če pogledate to pokrajino, pusta, komu ni všeč, meni so pa take zadeve všeč, tako da jaz ful uživam v tem. Po kakšni hudi cesti se tu vozimo, lejte, tle dol smo se pripeljali, zdaj gremo tle dol. Tamle najbrž so tisti, mogoče že to, ki iščemo, se pravi te topli izviri. Pol je pa zanimiva tistale cesta tamle gor, ki se sicer slab vidi proti soncu, kaj se ful dviga. Tako da zanimivo, malo me vse skup na Maroko spomina, ker so bile tudi takele zadeve in so mi tudi bile zelo všeč. Zdaj smo prišli v ta, ker ne bi bili te vroči vrelci. Tisle tamle, ki vidite, je verjeten glaven slap. Tega si bomo pol na koncu gledali, smo rekli. No, lejte, tukaj teče reka, kar orenk reka, tle je to kar redkost. Zdaj gremo mi pa dol tle po tem dolini, oziroma oni temu rečejo vadi. In lejte, tamle tudi en slap dol, tak manjši gre. Tako da, ne, okoli pa lejte stene. Meni je to ful zanimiva pokrajina, jaz bi to tle vse prehodil, kar obstaja. Tole smo malo zavili iz te glavne poti proti spaju. Smo še nekaj gor pogledati, pa da vidimo, kaj je tle gor. Tukaj teče voda in sem prej probal ful topla, po mojem ima bliž 40 stopinj. Evo, tle naprej je pa zapuščen bazen, no, tle so se kupali. Včasih boste videli, kako je noter. Tle smo se po tistih stopnicah, ste videli, ko smo šli gor, smo se mečken dvignili, ne velik. No, ta bazen pa zdaj zgleda takole, no, pač zapuščeno, škoda, ker po mojem je to ful zanimivo, sicer tle so jim terme mogoče malo manj zanimive, zato ker nimajo nikoli tistih hudih zimskih temperatur in pač pol ni tak interes. No, zdaj gremo pa še kele na vogal. Tam je pa en slap, pa da to vidimo, lejte, dolina se kaj naprej nadaljuje. Tole je fenomenalno, če mene vprašate. Lejte, tole, kakšna struktura kamnine. Meni ful zanimiva. Tamle v zadju je hotel tukile, pač te terme. Malo smo tudi razmišljali, da bi prespali v njemu, ampak je cena na noč več kot 100 evrov, tako da smo pol to odmislili. Je pa tle dol ful en lep slap, ga bom od spodaj boljš pokazal. To je pa, lejte, tista termalna voda, ki smo jo tam prej probali, koliko je vroča, tako da, no, slap pa od spodaj pokažem. Dva naša sopotnika sta malo zaostajala
in sta nam povedala, da vhod v tiste terme je skoraj 70 evrov. Se pravi, to je ene 100 metrov višji, kot to vidite, in potem tudi naprej v to dolino ne moreš iti. To pa zdaj je pa malo prehudo, pa še verjetno te ne pustijo sem naprej, tako da zato se pa ne bomo odločili. 70 evrov je pa majčkeno preveč, da se pol urce vkopaš v termalni vodi. Tako da smo se odločili, tle ne gremo. Zdaj, če bi jaz tle bil sam, bi šel verjetno tle dol. Bi preplezal. Vejte, tle se da prideti, sigurno se da prideti. Ampak to mi tudi na misel ne pride, da bi sopotnikom predlagal, ker boh ne dej, da se pa kdo pade, si kaj naredi, ga bom mu jaz navesti. Tako da tudi, če bi kdo drug predlagal, da gremo tle, bi bil jaz vzdržan. Čeprav ne, meni se tle zdi čist enostavno tole pride dol, ne, lejte, tle malo tak, lejte, pa tamle pa si že dol in tle tudi ljudje hodijo dol, ne. Ampak, kakor sem rekel, jaz tega ne bom predlagal. Tole bo pa ena jama, kakor kaže. Moraš pa tle biti kar pazljiv, ker hiter bi dol zdrsno. Jaz sem še merelke pozabil v avtu, čeprav tele Mizumo so padki, se odlično držijo podlage, sam uničil jih bom, tu mi je problem, ker niso, te superge so za tek, ne pa za takele trekkinge, bi temu rekel, ne. Aha, tole vam bom še nazaj grede posnel, ker bo lep zaradi sonca. Zdaj sem prišel do konca, kar se je dalo. Glejte, tukaj zelo globoko tale reka, tam ležal ena guma, ne vem odkot je prišla. No, zdaj, da vam pa še pokažem iz te strani, ker bo veliko lepša slika, ker je za menoj sonce. To vidite tudi potem, ker vidite mojo senco v posnetku. No, jaz sem prepričan, da je tukaj tole včas slab bil. Zakaj to sklepam? Zato, ker v Toskani je bilo glih nekaj tacga, s tem, da je bilo tam čist belo. In to sem tudi že večkrat videl, da termalna voda naredi takele, bom rekel, neke vrste kapnike, strukture. No, tle tam vzad ste pa že videli, tako da gremo naprej. Glede na to, da je tam tukaj draga vstopnina za kopati se 70 evrov, bi se lahko tudi mi v tele termalni vodi tukaj skopali. Po mojem čistem slabš ne bi bilo še na prostem, lejte, iz super razgledom, ampak glede na to, da nam je kar vroče, zakaj bi se šli zdaj še kopati v vročo vodo. Mogoče malo zaradi zdravja, samo ajde, tudi mogoče tudi cajta nimamo, ostali so tudi že šli naprej, tako da ne vem, jaz niti ja bi se šel ali se ne bi šel. Če bi se šel ostali, bi se šel, drugačen pa ni nič do tega veliko. Tole pa je plet za užitek. Poglejte, bazenček, tukaj tole je umeten slap, tamle lejte naraven slap, predvidevam, da s termalno vodo, ker on zadej je bil iz termalno vodo in lejte, kakšen lep bazenček na lepi lokaciji. Tlele bi se jaz, fino bi se bilo tlele mečkeno kopati, ampak se ne bomo, ker imamo en dober razlog, da se ne. Ne vem, če ga bom povedal, ga bom mogoče, danes ga ne bom, ga mogoče, dej drugič, mogoče, če se bom kaj uživo javil iz Jordanije, vam bom povedal, zdaj vam pa ne bom povedal. Tako da res, tole so dobro zrihtali in vsaka čast. No, zdaj smo pa prišli še do enega bazena in tamle v zadju še en slap, samo
Ne vem, kako bomo do njega prišli, iščemo plec, drugače ima pa tlele tole ful dobro zrihtano. Ampak dober, meni je bolj interesantno to, da so teli slepovi in to je vse termalna voda in tudi reka, ki teče spodaj, je termalna voda, tako da noro. No, do tistega slapova lepega žal ne bomo šli, ker hočejo neko dodatno vstopnino, pa to za 10-15 minut, pa pač ne bomo plačali. Tako da zdaj zapuščamo ta lep kraj, nas verjeten čaka pa še kaj. Mogoče celo bolj lepega in bolj zanimivega. Čeprav tole morate priznati, da je bilo top of top. Zdaj smo že ven iz tega spaja, tle, ko so bili te topli vrelci. In lejte, glih dol gledate na njih, tole dol v dolinke, vidite, to smo mi vse prehodili. Vidite, tam letale na sred ekrana približno, to je tiste zapuščene toplice. Tamle pri tistem slapu je bilo, ko je bil tist bazen, pa tamle še en bazen. Lejte, vidite, tam, ki je pa tisle ta zaden, pa pred ta zaden slap, dokaj pa nismo mogli prideti, ker so hoteli eno dodatno vstopnino računati. Drugače pa lejte, kakšni hudi razgledi, kakšne hude ceste, tele panoramske so meni ful hude, tako da zdaj se pelemo mogoče vse do Mrtvega morja. No, tukaj je pa še boljši razgled, sam lejte, tle pa res moraš paziti, ker če pa tle padeš, greš pa ene 100 metrov, vsaj nižji, če ne še več. In ja, tale dol, tale oazica je fantastična. Poglejte, kaj je to strma cesta. Tole ima pa spust, ne vem, 25%, tlele ne, tlele je še najhujš, tako da je neverjetno. Tukaj se ful strmov dol spuščamo, lejte cesto, tole dol spode je pa že Mrtvo morje. Zdaj se, bom rekel, prvič mal bolj dober vid, smo ga tudi že prej videli, sam je bilo toliko v meglicah, razgledi pa pokrajina pa fantastična. Smo že ob Mrtvem morju, sicer ne, tole ni neka huda plaža, ampak niti nismo pričakovali. Dajte, je pa ne, ob kraj ful soli, če vidite tamle belo tak, bi rekel pas, ene 2 metra, vse okoli. Zdaj tle smo glih dol prišli, verjeten so kje tudi lepše plaže, tako da bomo tudi to najdeli. Pač gremo naprej. Tle smo šli pogledat k nekem domačinom, evo pa so te kužati kar ful hudi bili, tako da, ampak gledajte, ta tam mal je luškan. Sicer to so po mojem sam hudi, ne bi pa nič naredili, tako jaz mislim. Gledajte, tam lepo tudi še eni gledajo. Jaz ti ne bom nič naredil, pridih men, kuža. Kuža, pridih men. Kaj ste tu hodi? Ja, koliko pa vas je? Stranje smo imeli karambol, en od naših avtomobilov. Evo, tale je se zaletel v našega. In tukaj nič ne gledajo, ker norijo. In je to sranje. Mislim, se ni neke sile, sam na rentakarju imaš pred problem, najmečkaj je opraskano. Ne vem. Zdaj se tle pregovarjamo z majstrom. On tudi trd, da ni tole naredil, ampak da je tudi tle, pa se je isto sranje, čeprav je tle. Zdaj pa ne vemo, kaj narediti. Tale gospod starejši se je zaletel, ta naš avto. Brez veze komplikacije, ampak vse smo rešili, pa bomo tudi to rešili, tako da ne vidim problema. Zdaj je prišla policija, tale, ki je vozil ta avto, je spremenil zgodbo. Tudi trde je nekje, da so druge praske, da niso te. Nič kaj ni nesramen ratov, no. Ampak jaz mislim, da se bo vse rešilo. Moji sopotniki so se tukaj le prvoščili kebab. Imaš porcija je 80 centov in se kar dobro naješ. Jaz sicer nisem na mesu, saniram putiko, tako da si ne bom prvoščil, drugače bi si pa tudi. Tole je grška pravoslavna cerkev.
v Madabi. Tukaj noter so mozaiki. En zemljevid je, ki naj bi bil najstarejši mozaični zemljevid na svetu. Ali to drži ali ne vem. Take zadeve znajo tudi ljudje malo prikrojiti, da turiste privabijo. Drugače pa tole ni na Jordan Passu, tako da treba dodatno vstopnino plačati. Bomo videli, če bo šlo noter tudi brez vstopnine. Jaz sem se prešvercal, sem v cerku, ne velatle Jordan Pass, ampak sem z Angležo naredil, pa sem kar noter šel in je šlo. Moj sopotniku pa ni šlo. Tukaj gremo pa v arheološki park, bi rekel Device Marije, da bi to prevel. Evo, lejte, tukaj pa Jordan Pass vklopljen, tako da sicer tle ni nobenega videti. Aha, takole bo tole. Tle je to, te kraji so znani izgleda po mozaikih in povsod so te mozaiki. Glejte. In tudi tle imajo ljudje neke, bom rekel, trgovince in delajo te mozaike, slikce in znajo to res dobro narediti. Zdaj smo šli pa še pogledati katoliško cerkev. Daven je kar zanimive arhitekture. Mislim, da je to katoliška cerkev svetega Janeza. Ne vem, tlele nekaj piše, a imam prav ali nimam, to ne vem. Da vidimo, kam gre tole. Nekam v podzemlje. Kaj je bilo tole? Najbrž neki vodnjak, se je tle pisalo. Nisem toliko angleščini, da bi to pogruntil. To je vse nekaj prepleteno. Zanimivo, da je tega toliko pod zemljo. To se še kar nadaljuje, evo spet mozaiki. A kaj je tole, ne vem, bom pogledal. Takole so najbrž te beduini živeli, ali arabci, ne vem točno. Ok, gremo zdaj pa tle naprej. Grem še na zvonik. Koliko zvonikov? Pa ne znam, s kom tle srečval. Evo, pa zelo. Evo, tle reš lahko pa še ven. Tale gospod pred menoj se ni upal. No, jaz bom pa seveda šel. Hud razgled, gledajte. Sploh nisem vedel, da je tole mesto tolikšno. To je tista džamija, ki smo prej mimo šli. Gledajte, pol se pa kar taka puščava začne. No, tole je bilo pa zanimivo, Edgar. Tle so zdaj še ene lojtre, tako da jaz grem še tle gor pogledat, po mojem še kakšnih 8 metrov, pa da vidimo, kaj je gor. Prvi del sem uspešno prelezel, evo zdaj imam pa še ene lojtrce, pa kele do ungale okenčka. Gremo še tole. Zdaj sem tlele prišel, tlele bi okenček je, da bi lahko človek celo ven šel. Samo lejte, jaz sem preveč krupan, da bi šel, bom samo mačken zlezel, da mačken vidim. No, lejte, razgled je fantastičen.
Več se pa ne bom matral, ne. Sej vam bi še prišel sem, kako bom noter, ne. To je pol vprašanje, oziroma morda pa lahko probam, da vidimo. Te očala moram nekam dati. Da vidimo, če bo šlo. Glejte. Evo, sem se privlekel gor. Ni ovir zame, lejte. Pravijo, da včasih so rekli, ni ovir za mobitel, jaz pa rečem, ni ovir za Tomaža Gorca. No, razgled pa, lejte, tle so dol ljudje. No, je pa tle zdaj to še boljši razgled, ja. Poglejte. Hudo, hudo. Lejte, sem pa čist na špici, ne. Evo, lejte, toliko visok na Turnu še nisem bil. Zdaj, še tle gor pa ne grem plezati, če ste tu mislili. Tako da je pa tole, ja, fino je, no. No, zdaj sem si pogledal tu, kar sem si mislil. Zdaj moram pa nazaj priti čez to majhno lukenco, lejte, pa zame, ki nisem ravno vitek, ne bo čisto enostavno. Lejte, bom pa tole vam probal posneti, pa da vam pokažem, če bo šlo. Sem vam rekel, da bo težje noter priti k ven. In res je bilo tako. No, sicer ratalo je, tako da bravo jeste. Tole je neka Pehtranova zadeva, ful dobra, tako da sem eno že kupil, še ena bom van moj. Yes. Kakor ste videli, je današnji dan bil po eni strani lep, zanimiv, po drugi strani pa tudi problemi, ker smo imeli prometno nesrečo. Zdaj, niti ne vem, kako smo to rešili, a smo dobro rešili, ali nismo dobro rešili. To bomo videli, ko pridemo, ko bomo rentakar nazaj pripeljali. 500 evrov je kavcije, tako da v najboljšem primeru, po mojem, bomo imeli problem tisto nazaj dobiti. No, pa še eno majhno skrivnost, da vam zaupam. Tam v tistih termah, ki smo bili, smo se švercali noter. Tam nekako na Kapiji, ki so nas noč spustili, je bila neka visoka vstopnina, smo rekli, da imamo rezervacijo dol v hotelu in so nas spustili. No, pol so celo pogruntali, da smo jih nategnili in smo se pol malo pregovarjali in smo mogli iti kar po hitrem postopku ven. Najbrž ni bilo to res najlepše od nas, ampak, vejte, malo smo se znajdeli, no. Smo pa hoteli sam pogledati, mi nismo nič koristili tistega kompleksa, nismo se nič kopali, nič, tako da mi smo hoteli sam videti. Vstopnina je bila pa nekih 25 evrov, tako da smo se to prešvercali. No, zgodila se je pa še ena slaba stvar, zelo slaba stvar. Eden od sopotnikov je zbolel. Zjutraj je bil slab, bruhal je, drisko je imel in celo šel še z nam na te prve oglede, tudi tam pri Karambolu je bil zraven. No, potem pa, ko smo šli mi tisto turo po mestu, ste tudi videli v videu, je on že v hotelu vstal, je rekel, da gre ležati.
No in ko smo pa mi nazaj prišli, je pa rekel, da je toliko slab, da ne bo šel z nam naprej, da bo tle v tem mestu, v hotelu ostal naslednjih 9 dni. Jaz sem sicer rekel, se ne boš menda 9 dni bolan, ne? Tako da zdaj zmenjen smo tako. No, jaz še zmeraj upam, da zjutraj, ko se zbudimo, da bo rekel, evo, dober sem, gremo naprej. Če pa to ne bo, da bo pa tle ostal, mu bomo pa en avto pustili, mi bomo šli 4 z enim avtom in ko bo on boljši, pride pa z nami. Tukaj niso dolge razdalje, tako da bo on to brez težav prišel do nas. Ampak, kakor sem rekel, upam pa, da ko bom šel zjutraj na zajtrk, nisva namreč v isti sobi, da ga bom videl tam na zajtrku in bo rekel, dober je, pozdravil sem se. No, toliko za danes iz Jordanije. Če vam je video všeč, všečkajte. Če še niste naročeni na mojem YouTube kanalu, se naročite. Pa pejte tudi na Instagram malo slikce pogledati, imam lepe slikce, pa sledite me na Instagramu. Na Instagramu me najdete pod Tomaž Gorec. Nič, lep pozdrav iz Jordanije, se vidimo verjetno že jutri.